Skozi 420 metrov dolgo in pa 50 metrov visoko prazgodovinsko jamo v francoskih Pirenejih vodi asfaltna cesta. Ampak tokrat z Nissanom X-Trailom nisem mogel skozi in na koncu vam pokažem razlog. No, kapnikov v tej jami nisem našel, je pa jama izjemno zanimiva zaradi zgodovinskih ostankov. Našli so recimo okostja mamuta, medveda in celo nosoroga, vse iz ledene dobe. Predvsem pa so svoj vtis pustile različna prazgodovinska ljudstva, še posebej zanimivi pa so mi bili eni zadnjih, ki so živeli v tej jami. To so bili Aziljanci in to je bilo okoli 9500 let pred našim štetjem. Bili so pa pravi umetniki, svoje sulce, nože, vse so izrazlali, dekorirali. Predvsem pa se je v tej jami prvič zgodovila masovna oziroma serijska proizvodnja umetniških izdelkov. Namreč našli so celo serijo povsem enako okrašenih izdelkov. Vsekakor priporočam postanek v muzeju, mogoče tudi posedanje v travi pred jamo, če pa drugega ne, vsaj peljite skozi, ker tega pač ne morete na vsakem vogalu. No, skozi jamo sem se jaz že peljal, ampak zdaj, ko smo se z Nissanom X-Trailom na predstavitvi vozili po neposredni okolici, jaz si kar nisem mogel pomagati, da ne bi te predpisane poti podaljšal za okoli 20 minut, ampak so se pa moji plani zrušili. Pred jamo so bile namreč gasilci, ki so preusmerjali promet okoli te jame zaradi prometne nesreče, zaradi enega starega polota, za katerega mi še zdaj ni jasno, kako se je uspel takole prilepiti na steno. Policisti pa gasilci mi pa tudi niso znali povedati nič v meni razumljivem jeziku. K sreči ni bilo nobenemu nič, zato tudi objavljam to zgodbico, jama pa k sreči tudi ni utrpela kakšne vidne škode. Torej, če se že nisem uspel peljati skozi, imam pa vsaj edinstveno izkušnjo.